Težko verjamem, da je razlika med tema dvema samo v eni generaciji. Samo poglejte ju. In točno v tem primeru tudi 340 kg. Ja, ne morem mimo mase. No, rumena, aktualna Astra GTC je na trgu od leta 2011. Po mnenju našega Jureta, ki je fan Oplov, pa izgleda še vedno tako, kot da bi pravkar zapeljala izpod oblikovalskih peres. No, da umakni to jajco, no. No, sicer pa se že ta počasi poslavlja, ker je na obzorju nova, 5-vratna. Itak. Ziher ste mislili tudi, da gre za 280-konjsko varianto OPC-a? Samo pogledajte v tej krasni barvi s črno streho in temi rori. No, ni. Ta ima 80 konjev manj in pa samo opremo OPC line. Če ima 80 konjev manj kot OPC, jih ostane še vedno 200, torej 147 kW. Ja, kar je seveda dovolj za 7,9 sekunde do 100, tako da moči ne boste pogrešali. Lahko bi šlo sicer hitreje, ampak 1550 kg je pač težko spraviti v tek. S tem 1,6-litrskim turbobencinskim motorjem, ki je v ponudbi že od leta 2013, smo se srečali že pri 150 kg težji Kaskadi, tako da v primerjavi s tisto je tale zelo agilna. Res, v ovinkih kljub vsej tej masi deluje suvereno in pri normalni vožnji je dovolj udobna. Ampak žejna. Dobrih 9 litrov je pila na testu, kar je daleč od kataloškega podatka 6,6 litra. Leta se ji ne poznajo skoraj nikjer. Notranjost je še vedno dovolj sveža, čeprav s preveč gumbi, volanski obroč in prestavna ročica sta dobro oblikovana. Vam pa polagam na srce, da če se boste odločili za nakup, nujno vzemite še ta ergonomsko oblikovana sedeža, ki sta udobna, nastavljiva in prav lepo objameta. Samo 400 evrov. Se splača. S to opremo in barvo boste tudi zelo opaženi in po drugi strani s prazno denarnico. Za nekaj evrov pod 30 tisočaki vas bo olajšala takole opremljena in s konji nabasana Astra. Zato se seveda poraja vprašanje, zakaj, če pa dobimo osnovno OPC-ko za slaba 2 jurja več? No, v osnovi je ta cenejša za 7 tisočakov, ampak raje vozim 80 konjev več kot pa dodatno opremo. No, GTC-ko se seveda še splača kupiti, ker nove baje še nekaj časa ne bo in ker izgleda tako, kot izgleda.